Spoštovane gledalke, gledalci, lep pozdrav. Nov teden je tu in z njim seveda nova oddaja o Speedwayu na ANSA TV Krško. Seveda stopnjujemo napetost pred vrhuncem letošnje sezone v Sloveniji, v Krškem, na stadionu Matija Gubca. Velika nagrada Slovenije, Grand Prix dirka ponovno pri nas v organizaciji Avtomoto društva Krško na stadionu Matija Gubca. Datum vsem znan, seveda 7. september ob 19. uri. In kot je to v navadi, tudi danes novi zanimivi gosti tole v studiu. Trije so se nam pridružili, vsi člani Avtomoto društva Krško, torej Damjan Turšič, vodja boksov, Zdenka Drnač, blagajničarka pri AMD Krško in pa Damjan Štrucelj, sekretar dirk. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ja. Morda na začetku na hitro, če lahko nekdo pove, malo se predstavi, kakšni osebni podatki, kako ste prišli k Speedwayu, kaj vas je pritegnilo, vaši začetki, morda kar najbližji Damjan. Ja, kako se spomnim, sem začel malo bolj intenzivno dol na stadionu hoditi leta 88. Takrat sem bil star 9 let. Z očetom seveda, ki je avtomehanik po poklicu in je tudi te motorje pa to popravljal, šraufal, ne. Jaz se spomnim, takrat je bilo, bi rekel, skoraj da malo krize, kar se voznikov tiče. In 88. leta je prišel Zvonko Pavlic, takrat iz kluba Prelog v Krško, in to je bil takrat en tak boom, ne, za nas, da imamo spet enega vrhunskega voznika, kasneje se je izkazal tudi postal državni prvak. No, jaz sem bil takrat majhen fantek, ne, ker sem bil zelo vesel, že če sem lahko koga na treningu recimo porinil, da mu je motor žgal, pa to se je meni tako fajn zdelo, ne, ali pa kako ketnico namazal. In tako se je začel, ne. Pa seveda, ko smo pa odrasli, pa smo začeli tudi kakšne druge stvari delati, ne. Motorja pa nikoli nisi preizkusil? Ja, seveda velikokrat sem se peljal, ne. Spomnim se prvič, da me je nagovarjal naš Geri, ne. Moram reči, da mi je bilo kar strah, ker ne vem, koliko sem bil takrat star. In pol, ko sem probal, ne, sem videl, da mi je bilo upravičeno strah, ker to res tako gre, da ne, sploh recimo ne vem, kaj sem bil takrat po ekspresa navajen ali pa tako, ne, Spravo nikoli ni avtomatik, prevagalo, ne. nikoli ni prevagalo, da bi se odločil, da bi tekmoval v tem športu. Jaz sem imel kar veliko željo, ne, ampak srečno, bi rekel, sem bil tudi toliko pameten, ne, ker sem videl, da nisem jaz prave konstrukcije za ta šport, ne. Čeprav recimo, ne, sem si res to želel, ne. Ampak pač, ne, vozniki, kot vidimo danes, ne, čim manjši, čim lažji, ne. Tako da, no, pol na koncu nisem, ne. No, morda kar naprej, Zdenka, kako si ti pričela, kako si se začela zanimati, ne, za Speedway? To je nekako bolj moški šport, bomo rekli. Ja, glede na to, da je moj oče bil trener Franca Babiča, zelo dober prijatelj, sem jaz že tam nekje od 6. leta capljala z njimi, ne, kot taki mali. Normalno po vseh dirkah, takrat po Sloveniji. Pol z leti nekako, ko sem prišla v tista leta, ko sem že lahko delala, se je pijača tudi prodajala, smo takrat so funkcionarske žene to delale, sem se pač pridružila. No, pozneje sem pa tudi sama naredila izpit in prišla v blagajno in sem tam ostala do danes, ne. To so take stvari. Še drugi Damjan? Ja, tudi predvsem vsem skupaj je bližina okoličanom je štadion, ne. In jaz tudi se spomnim prav dobro, tam nekje koncem osnovne šole, sem jaz tudi velikokrat že prišel na trening dol in normalno, da mi je tudi želja bila, ne. Res sem bil zaljubljen že takrat v Speedway in sem rekel sam sebi tudi, če bi dobil priložnost, pa bi se tudi preizkusil, ne. In normalno, na treningu sem tudi preizkusil, ampak sem videl, ne, da je treba le imeti pogum, ne, in tudi za Speedway sem bil tudi preveliki že takrat, ne, in sem potem uvidel, da kot voznik le ne bom. No, potem je pa tudi kasneje leta se je pa brat odločil, oziroma polbrat Geri, in takrat sem se pa še posebej približal temu športu. Bil sem tudi član njegove ekipe dolga leta, ne, in
danes smo pa tukaj, ne. Kljub temu sem tudi, glede na to, da sem bil mehanik njegov, sem usporedno tudi bil kot član AMD in potem sem tudi prevzel delo vodje boksov, tako kot sem še danes. Seveda, Gerhard Gerilek še je tudi gost na zadnji tule v studiu. Torej, rekel si njegov polbrat, verjetno si kar nekaj Evrope prepotoval z njim. Ja, to je res, ne. Tako da na ta račun sem marsikje bil, na marsikaterem štadionu, tudi marsikaj sem videl, tudi zanimivega. Tako da mi je še posebej veselje, da sem res podrobno Speedway spremljal, tako kot ga še danes. Zelo, zelo podrobno in pa tudi aktivno, ne. Damjan, nazaj k tebi. Torej, dotaknili smo se tvojih začetkov, sedaj pa v funkciji sekretarja dirke pri AMD Krško. Kaj ta funkcija pravzaprav obsega? Ja, recimo moj dan se začne, kadar je dirka, recimo že pred tehničnim pregledom, ne. Pridem na stadion, pripravim vso dokumentacijo, ki bo potrebna čez dirko, se pravi ponavadi. Pomagam ekipi za tehnični pregled pripraviti tam tiste prostore, ne, ker ko pridejo motorji, vozniki, mora biti pač pripravljen, ne, da se motorji izvagajo, da se vse zapiše, da se vse lahko pregleda neovirano, ne, da čim hitreje to vse skupaj poteka. In potem med tehničnim pregledom, recimo si jaz v tak poseben zapisnik zapisujem podatke, recimo vozniško licenco, vozniku vzamem licenco, jo pogledam, zapišem podatke o vozniku, potem tehnični preglednik začne pregledovati motor v smislu recimo varnosti in pa v smislu ustreznosti, ne, če je tehnično ustrezen, ne. Seveda se tudi zapišejo podatki vsi od motorja, številka okvirja, recimo znamka izpuha, znamka motorja, znamka karburatorja, plinjača. Tehnični preglednik še pregleda njegovo opremo, predvsem čelado, recimo na Grand Prixu, ki je malo bolj strogo, tudi ostalo opremo, ne, če je ustrezna, če je varna. In seveda to se vse v ta zapisnik notri napiše, za vsakega voznika, za vsak motor posebej. Kar pol, če ni ugotovljeno pomanjkljivosti, ne, tudi voznik pride tam, podpiše. Pol se mu recimo na tehničnem pregledu se ponavadi opravi še, mi rečemo signing on, to bi rekel prihod tudi dirkača na dirkališče, kako dirkač pride. In kaj če recimo zamudi dirkač na dirkališče? Se probamo zmeniti, ne, da ni, recimo velikokrat se zgodi, ne, recimo, ne vem, na zadnji dirki je prišlo do ene spremembe in bilo treba zadnji čas enega voznika poklicati in se pač prilagodimo, ne. Dokler dirka ne štarta, ne, se še zmerom da narediti, ne. Verjetno tudi odvisno, ali gre za pozivno dirko ali sistemsko. Seveda, tudi to je, tudi tukaj je razlika, ne. Na sistemskih dirkah je le bolj, kako bi rekel, strogo, ne, mora res biti tako in nikakor drugačne. Potem še recimo na tehničnem pregledu se vozniku razdeli, ne vem, takšne stvari, štartna številka, vse tiste akreditacije za njegovo ekipo in tako, ne. Po tehničnem pregledu se pa ta zapisnik, recimo jaz grem s tehničnim komisarjem na vse žirije, kjer žirija to pregleda pač, če je vse bilo v redu, če vse pregleda se licence, in če je vse v redu, recimo, je tehnični pregled končan, ne. Dobro, to je torej v tehničnem pregledu, morda v sami dirki malce kasneje. Zdenka, tvoje delo pred dirko se pa začne dan, dva prej, ne? Tako je. Prva stvar je, moram prevzeti karte, programe, razdeliti na prodajalca, je pa spet odvisno od dirke, ne. Recimo Grand Prix, to je le malo več, to se pa tudi kakšen teden prej začel, zdaj sicer ne več. Papirje je treba zrihtati, treba je zadolžnice, vse to pripraviti, specifikacije, razdeliti vstopnice, odvisno, ker imamo 3 prodajna mesta, gre pač kot je tok Save, ne, ABC. Tribuna je osnova, tam imamo vedno kakega takšnega, ki je bolj čvrst, lahko rečem. Potem pridejo pač prodajalci za večjo dirko dan prej,
na manjši dirki, kar tiste dan zadolžimo malo pred dirko. S tem, da jaz moram zjutraj še pol prodajna mesta pripraviti, ščistiti, obesiti, recimo cenike, potem opozorila, uvezi denarja, včasih, kjer pride, ja pa niste dal, ne, torej to mora biti razčiščeno, da se potem denar ne vrača. Pride včasih do kakih problemov, karta recimo komu pade, pa to v tem primeru se mene pol pokliče, ker ne želim, da bi pač prodajalci imeli kakšne konflikte z ljudmi, to lepo rešimo, pač odvisno od človeka. Če je že tako, pa pač damo še eno karto, ne. Pa je problem pol rešen, ne. Je bilo pa bolj zanimivo na začetku, recimo, ko sem prišla, ni bilo še računalnikov, težje si delal. Takrat je tudi blagajna naročala karte, programe, vse. Je bilo pa delo od začetka sezone do konca, ne. Takrat so se tudi karte znale veliko bolj goljufati, ne. Stare karte, nove karte, sem imela tudi tak incident, recimo. Sem, hvala Bogu, lahko rečem, naši ljudje, naši gledalci so pa korektni in so mi stopili v bran, tako da smo pa to rešili, ne. Pa se morda spomniš število kart, torej kako se nekako v zgodovini, recimo dirka z najvišjim številom prodanih kart? Grand Prix tam nekaj čez 4000, to je. Tisto prej se ne spomnim, bilo je pa recimo državno prvenstvo, primerjalno, če gledam, je bilo okoli 1000 ljudi, ne? Danes jih je 400. Ja, To je pa zelo velik upad, ne? upad pri Speedwayu in tudi pri ostalih športih, seveda ta kriza, ampak letos Grand Prix in upam, da bo tako, da bo res tako, kot mora biti. se nadejamo na povratek vas, spoštovane gledalke, gledalci. Damjan, torej tvoja funkcija je sedaj vodja boksov, v preteklosti pa tudi glavni sodnik, ne? Ja, tako je. Bil sem tudi glavni sodnik, s pripravništvom sem bil 5 let in vedno sem sam pri sebi tudi mislil še prej, ne? Ko sem tele različne funkcije malo analiziral, sem tudi sam pri sebi večkrat rekel, da to je pa res taka nehvaležna funkcija, ne? In potem enkrat je padla odločitev, da bi tudi jaz bil kot glavni sodnik, da bi tudi tam v Krškem imel svojega sodnika. In potem jaz sem takrat to sprejel in tudi aktivno sem delal v tej funkciji, ne. In navsezadnje sem res videl, da je to izjemno nehvaležna oziroma tudi zahtevna funkcija, ne. Ker ko se dirka začne, ostaneš sam in marsikatero odločitev treba potem sprejeti na hitro in včasih so tudi, trudiš se in delaš na tem, da si res pošten, ampak včasih so pa res detajli, ko pa vplivajo tudi na največjih dirkah, danes vidimo, ne. Tako da sem zdaj že par let tega, kar sem s to funkcijo končal, ne. Kot vodja boksov pa normalno. Delam aktivno od takrat, ko smo sprejeli challenge, ne. To je pa od leta 2001. Torej po tistih velikih nagradah Amande Krško, Ja. dirka za challenge in potem Grand Prix. Tako tam je bila ena taka prelomnica, ne, ko smo resnično dobili take dirke, ko si jih tudi res zaslužimo kot klub, ne. In kot vodja boksov, zakaj si zadolžen pred in Ja, dirko? moj dan se tudi začne, delovni dan se tudi začne med prvimi, ne. Normalno sestanke imamo tudi prej, da vse uskladimo in da tudi pripravimo, ker marsikatere stvari, ki so ljudem neznane, da jih postorimo, ne. Funkcija se pa začne že zelo zgodaj, ker ko se štadion odpre, takrat že tekmovalci zavzamejo svoje tekmovalne bokse in morajo biti opremljeni in vse skupaj, ne. Moraš jim biti na razpolago, da jim vse stvari razložiš, kar se tiče časovnega plana, ne. Sicer oni to dobijo vse specificirano, ampak včasih tudi kdo kaj spregleda ali pa kam pobegne. In zdaj, če hočemo slediti, da vse tako poteka, kot mora, ne, jih moraš tudi obveščati. Tako da je treba biti na razpolago, ne. To je pred samo dirko, med dirko je pa tudi, ne. Takrat so pa predvsem na takih sistemskih zahtevnih dirkah so pa tudi živčki napeti, ne. Predvsem med vozniki in v njihovih ekipah, tako da je treba marsikdaj biti izjemno toleranten pa izjemno previden, ne. Si že kdaj posredoval med kakšnim potencialnim pretepom? Ja, tudi je bilo, se spomnim, v Krškem je bilo 2-krat, ne, ko sta se voznika, zdaj po imenih glih ne bi, ne, ampak dobro, do nas, tako do športnih delavcev niti niso tako, ne, ker moraš pa se, tako kot sem prej rekel, moraš pa kar biti malo tudi toleranten, ne.
Ker normalno, jaz iz tega vidika gledam, ker fantje so napeti, ne, in marsikaj se dogaja na stezi in lahko tudi gor v boksih, ne. Sigurno. Tako da res so zanimive stvari, jih doživiš, ne. No, Damjan Štrucelj, prej smo govorili torej o tem tehničnem delu, veliko tehnikalij, podrobnosti, kar nekaj poznavanja teh predpisov je potrebnih, ne. Recimo o licencah, kako pravzaprav prepoznaš neko veljavno licenco oziroma kaj mora voznik pravzaprav storiti, da jo pridobi? Ja, zdaj čisto točno ne vem, recimo, katera, bi rekel, ta nacionalna motozaveza, kakšne pogoje mora biti za pridobitev licence. Sigurno je zavarovanje, moraš biti v nekem klubu in tako naprej. Zdaj, vsaka država ima svojo, drugačno licenco, ne. Malo moraš biti seznanjen, da veš, katera je katera, ne, sigurno. Pa pač preveri se, če je veljavna, če je podpisana tako kot vsak dokument in to je to, ne. Zdaj za določene sistemske dirke obstajajo dnevne licence, ki se dobi točno recimo za to dirko, ne. Ker pri nam je, to mogoče Damjan ve, mislim, da samo prvih 6 voznikov ali koliko dobi mednarodno licenco, s katero lahko nastopajo na mednarodnih dirkah, ostali imajo vsi recimo samo nacionalne, ne. In s tisto nacionalno licenco on ne more na mednarodni sistemski dirki tekmovati. In pa so tiste dnevne licence, na kar moraš biti še posebej pozoren, ne, ker jo pač mora imeti za tisto dirko, da sploh lahko nastopa, ne. Tudi tukaj se je že dogajalo, da včasih kdo ni imel, ne, ali pa jo je pozabil, ali pa, ne, pol se to, ne vem, bi rekel, žirija dirke s tem ukvarja in ureja, ne. Ampak recimo, moja naloga je to, da te nepravilnosti recimo ugotovim, ne. To je glede licenc. Dobro, kaj pa recimo glede varnosti? Vemo, speedway je nevaren adrenalinski šport, kar nekaj nesreč se je zgodilo v preteklih letih in te nove zračne blazine so veliko pripomogle k večji varnosti. Vemo pa, so določeni predpisi za čelade, verjetno za kombinezon, motor. Ja, seveda tega je veliko, ne. Zdaj, kar se voznikove opreme tiče, so za vsako stvar predpisani standardi, ne. Dobro, najbolj pomembna je čelada, ne, ki pač mora biti po tem standardu, ne. Drugače tehnični komisar ne dovoli vozniku nastopiti s čelado na dirki, prav tako ne sme biti poškodovana, recimo, da bi bila počena, ne. Potem, kar se motorjev tiče, seveda varnost, recimo zelo pomembna stvar, ki se preveri tudi že pred treningom, pred izhodom, je prekinjevalec vžiga, ne. Tisto, ko ima voznik vrvico na roki, kot recimo gledalci recimo vejo, ne. To v primeru padca se iztakne in se mora motor prekiniti, ne. Moram reči, da takole recimo po izkušnjah, ko se je dogajalo na vsaki dirki vsaj eden, recimo, da se zgodi, da mu pač ne dela, ne. Ker se vemo, kako je, ne, saj ne padejo tako velikrat, ne, in tudi ni, bi rekel, ta varnostni element na preizkušnji. In je pač res potrebno to na dirki obvezno preveriti, preden gre na stezo, ker so lahko posledice dokaj hude, ne. Potem so pa še druge stvari, recimo varovalo verige, tudi vemo, da velikokrat verigo utrga, ne. Če ne bi bilo tega, ne, bog ve, kam bi tista veriga spet lahko odletela. Pol pa na splošno, bi rekel, čist poškodbe na motorju, ne. Tudi to se temeljito pregleda, ne, ker tudi velikokrat se zgodi okvir cev ali pa je počen, ne, pa se to pač pove, pa. Se pravi, tega je veliko, no, to bi bolj tehnični komisarji lahko povedali, ampak se kar, recimo, tudi po izkušnjah, recimo, kaj slišim od voznikov, ne, smo tukaj v Krškem kar temeljiti glede tega, ne. In jaz mislim, čeprav mogoče marsikatéremu vozniku ne paše, ne, češ, ne, zdaj me pa tlele, ne, ampak za varnost je potrebno. Na koncu se gre za voznikovo in za njihovo varnost, ne, tako da. Smo mogoče malo bolj strogi, ampak jaz mislim, da je prav, no. Pravilno. Zdenka, če primerjaš delo na neki navadni manjši dirki, bomo rekli za državno prvenstvo ali pa kakšni pozivni v organizaciji AMD Krško in pa recimo enem Grand Prixu, ne, ki prihaja.
Kaj se razlikuje? Razlikuje se pri meni časovno, veliko več dela imam. Na majhni dirki recimo imam 2 prodajalca, na takih, kot je Grand Prix, pa po 10 prodajalcev, ne. Torej je več dela s tem, ker lahko zmanjkajo vstopnice, jih je treba dostaviti, pride do kakega konflikta, do kakega nerazumevanja, programov ni, vedno se nekaj dogaja, ne. Res tekaš sem paket, kot da bi imela dal kakšen kolešček, da bi se vozila med njimi. No, ni tako hudo. Je pa največja odgovornost, mislim pa, da na prodajalcih, ne. To so le količine denarja. Vsi bi radi bili prvi na vrsti, šumi iz vseh strani, ta, on, daj men, da sem preštet vstopnice, vrn denar, z drobižem so non-stop problemi, ker je zelo težko, ko pride s 50 evrov, recimo, zdaj na Grand Prix, cena le temu bolj primerna, na mali dirki pa recimo 6 evrov, ne, pa ti pride s 50-evrskim bankovcem, je pa malo problem za drobiž, ne. Mi nekaj sicer poskrbimo, ampak več kot toliko ne moreš, ne. Morda zanimivost glede cene, ne? Kdo recimo določi ceno za eno Grand Prix dirko? To je na strani organizatorja ali BSI-ja oziroma FIME? To pa žal jaz ne vem. Aha. Jaz samo dobim ceno gor napisano in to je to, ne. In kaj ljudje pravijo recimo na dražjo vstopnico Grand Prix, ki je seveda zelo primerljiva ali pa morda celo nižja od cen Grand Prix po Evropi, ne? Ja, to je pa v Krškem ne bi bilo cenej. Mislim, takšni so odgovori, ne. Ljudje imajo pač to tako mišljenje. Ne jemljajo Grand Prix kot Grand Prix, ampak ker je to pač Bogo Krško, ne bi bila cena temu prilagojena. Ampak mislim, Na da so se... okolico, ampak mislim, da ni problem. Kdor je ta prav fan Speedwaya, s pravim jo bo plačal, ne bo pogledal. Se strinjam in mislim, da so se letos kar potrudili, cene so v redu in pričakujemo, da bo čim več ljudi kupilo to vstopnico. Upamo čim več. Damjan, v boksih je verjetno kar kaos med dirko, ne? Veliko ljudi leta sem in tja, boksi so relativno, bomo rekli, ozki, mali za tist vrvež, sploh na eni Grand Prix dirki. Kako poteka ta koordinacija, torej kolikšna ekipa je organizatorjev v boksih? Ja, zdaj med samo dirko, ko potekajo vožnje, največkrat sem samo jaz noter, ker spremljam potek voženj in tudi obveščam, kateri voznik ne pride na linijo, da ima naslednji štart. Pa vodja Grand Prix serije, to je pa gospod Tony Olsson iz Švedske, ne, in tudi on nad tem bedi. Je pa zdaj največji problem pa je, ker so pa ekipe velike od vseh voznikov, ne, tako da včasih je resnično prav kaos, ne. In po predpisih že imajo tekmovalci po 2 motorja. Sicer zdaj ne spoštujejo čist samega reda, ker motorje preveč puščajo zunaj, ne. Tako da resnično so tista linija, ko nam ostane, se zmanjša in tudi na ta račun smo kar nekaj pritožb dobili, tako da so se tekmovalci kar malo pritoževali, ne. Ampak mislim, da neupravičeno, ker saj tudi drugod je kar dosti tako, ne. Sicer pa red, zdaj Grand Prix je popolnoma nekaj drugega, ne. Vsak se tega ustraši, ampak jaz mislim, da na raznih teh domačih sistemskih dirkah, ne, saj jaz imam veliko več težav, kot pa na primer za Grand Prix, ne. Ker tukaj fantje, predvsem v zadnji tudi stoji gospod Tony Olsson, ne, kot sem že prej rekel. Na naših dirkah smo pa sami, ne, praviloma naši tekmovalci ali pa če državno prvenstvo imajo veliko več težav na motorjih, kot jih imamo mi, tudi več padcev se dogaja, ne, tako da se včasih kar zakomplicira, ne, sama dirka. Ok, pa kdaj morda kakšni vozniki izkoriščajo svoj status, recimo, je kdaj kdo pripeljal, ne vem, 3 motorje, čeprav je imel dovoljena samo 2? Ja, to zdaj, če govorimo za Grand Prix, ko je sam trening poteka, en dan prej, imajo po pravilu 4 motorje, ne, tako da jih lahko vse 4 proba in potem za dirko se mora odločiti pa samo za 2. In tukaj niti, da bi kakšno izjemno delali, v glavnem morajo vsi pravila spoštovati, ker v Grand Prix seriji so pa takoj kazni in tudi denarne, ne. Ker slišal sem, da za eno dirko v preteklosti, recimo Niki Pedersen,
vztrajal pri 3 motorjih tudi med dirko. Mogoče, da je vztrajal, ampak to smo rešili, je mogel motor v Parc Fermé spraviti tam, ko so ga vsi imeli. Tako da tukaj mislim, da status, tudi ne glede na to, da je 3-kratni svetovni prvak, se ne popušča nikomur, ker tukaj nismo sami, ne, tako se neko tudi tukaj strani Grand Prix serije prisostvujejo in pa tudi od BSI-ja, ne. Tako da nismo sami, ne. In izjem resni. Morda še informacije za vse gledalce. Kaj je pravzaprav Parc Fermé? Velikokrat slišimo ta izraz. Ja, Parc Fermé, to je že po pravilniku, to je tudi po končani dirki. Grand Prix vozniki imajo 3. motor tam deponiran, v slučaju padca ga lahko enega zapelje dol, pa drugega vzame, tako da ima stalno 2 motorja v svojem boksu. Parc Fermé je pa že po pravilniku, je pa časovno določen in tudi odredi direktor dirke. Po dirki vsi motorji tam obstanejo v slučaju detaljnega pregleda in v slučaju pritožbe. To je Parc Fermé. Pa se ta pregled dejansko zgodi ali naključen žreb določi? Zdaj žreb, tukaj ni žreba, ampak tukaj so samo protesti. Naprimer, eden voznik bo posumil, da je nekaj s tem motorjem od konkurenta nekaj narobe, ali da je premočen, ne, vplača kavcijo in jo poda direktorju dirke in tudi predsedniku žirije. In tak motor se lahko detaljno preveri, ne. Če je pritožba utemeljena, normalno se ali naslov vzame, ali se vse točke vzamejo, ne. Če pa ni utemeljena, se pa vrne nazaj in ostane vsak pri svojem, ne. Verjetno tudi šele po vseh potencialnih pritožbah, šele potem obveljajo uradni rezultati dirke. Tako je, ja. Zato pa tudi Parc Fermé je časovno določen in samo direktor oziroma predsednik žirije ga določi, kdaj lahko motorje odpeljejo, ko je vse znano, žirija rezultate potrdi in je dirka končana, tudi rezultatsko. No, upajmo, da z Žagarjem na prvem mestu letos, ne? Ja, jaz bi bil prav vesel, letos že 2-krat mu je zelo dobro kazalo, ne, in upamo, da se v Krškem tista prelomnica zgodi, da tudi naš slovenski voznik prvič zmaga v Grand Prix seriji. Tako, vsi upamo na to. No, Damjan, morda še par stavkov o delu med samo dirko, torej prej smo govorili, delo sekretarja dirke je zelo obsežno, obsega tisti tehnični del pred samo dirko in pa potem med dirko delo na tribuni, na glavni tribuni. No, jaz moram reči, da imam pol kar fini posel, bom rekel, no, ni tako zahtevno, ne. Recimo jaz skrbim, glavna naloga je skrbim za pač te uradne rezultate, ne. Sem recimo gor na glavni tribuni, zraven sodnika, direktorja dirke, predsednika žirije, ne, in si recimo zapisujem uradne rezultate, to je to. Večkrat je treba v mestu seveda preveriti, ne, da smo vsi na istem, ker malo bi bilo smešno, ne, da bi jaz imel takšne rezultate, sodnik pa drugačne, ne, tako da... Pa se je to že kdaj zgodilo? Glejte, čeprav bi rekel, sem že tudi jaz tako dolg ali pa ne vem, kak sodnik, že bi rekel, že od nekdaj s tem speedway se ti zgodi napaka, ne, tako kot bilo kje drugje, ne, tako da zaradi tega nas je pač več, ker mislim, da bi bilo kar nedopustno, da bi na koncu napačne rezultate mi razglasili, ne, ker ne bi bilo fair do voznikov, ne, tako da čisto iz previdnosti, ne, se pač to dela in ko je dirke konec, se vsi dobimo na zadnji seji žirije, ne, kjer še enkrat potrdimo rezultate, se napiše na poseben obrazec, sodnik in predsednik žirije ga podpišeta, ne, in s tem so pol tisti uradni rezultati, ki res veljajo, ne. Tisti papir, bi rekel, gre pol naprej do novinarjev, na našo Avtomoto zvezo, tudi do voznikov, do vodij ekip in tisto je pol, tisto, kar velja, ne. Ja. Pol, no, ponavadi pri nam, ne, ko to naredimo, je ura že tam 11 polnoči, ne. Tako da je že kar, tudi reflektorji ponavadi že ugasnejo na stezi, ne. In s tem bi rekel, se je moje delo končano. Pogremo pa na kakšno klobaso ali pa čevap ali pa kako pivo spijemo, ne. No, tudi letos kako rečemo, se bomo podružili. Ja, seveda se bomo, ne. Dobro, dragi gostje, oba Damjana, Zdenka, hvala lepa za vaš obisk tule v studiu.
Drage gledalke, gledalci, mi pa nadaljujemo po oglasih. Lep pozdrav nazaj v studio, današnja oddaja o Speedwayu. Pripravljamo se torej na Grand Prix Slovenije, datum 7. september, seveda z udeležbo našega Mateja Žagarja, letos ponovno v Grand Prix seriji in z množično podporo na tribunah na Krškem stadionu Matije Gubca. Ponovno z zanimivima gostoma, tokrat sta dva. Lepo pozdravljam Gregorja Žiganteja ter Jožeta Lesjaka. Lep pozdrav. Torej oba funkcionarja, Gregor glavni sodnik ter direktor dirk, Jože Lesjak vodja sodnikov v zavojih, torej v Krškem. Jože, morda najprej pri tebi, kako si se ti spoznal s speedwayem, torej kdaj si pričel s tem športom? To je pa že kar dolga doba. Moram povedati, da je tvoj star oče, Stanko Žigante, pred 35 leti pripeljal v bistvu v društvo. Začel sem v boksih, bil pomočnik vodje boksa, potem se je pa pokazalo druge posle in v bistvu smo tudi na štartu sem bil in zadnjih 20 let dobrih sem pa sodnik oziroma vodja sodnikov. In koliko vas je recimo na dirki? 6 sodnikov je po pravilu. Sicer včasih za kakšne manjše dirke tudi kakšno zmanjka, ampak tako gledamo, da nas je 6. So verjetno predpisana pravila, sploh pri kakšni Grand Prix dirki je verjetno število 6 obvezno. Gregor, torej kar 2 funkciji, kako to? Splet okoliščin. Jaz sem prišel v klub pred 10 leti, leta 2003, in sem začel s takimi čist tehničnimi zadevami, kot je bil sem ključar nekaj časa, postavljali smo zvočnike, pa pravzaprav za take zadeve sem bil. Potem pa je prišla pobuda iz kluba, da bi pridobili čim več funkcionarjev in takrat so v to upletli tudi mene. Tako da sem potem pridobil v Lendavi, smo delali to funkcionarsko izkaznico smo pridobili in potem sem pomagal kot sekretar, pomagal sem sekretarju. V bistvu sem spet te tehnične, manjše tehnične zadeve delal, dokler nisem pridobil licenco specialnosti Speedwaya, kar pomeni, da sem lahko postal direktor dirke na nacionalnem nivoju. Tako se je začelo, potem sem bil pomočnik direktorja in tako naprej, dokler nisem leta 2006 prvič pridobil FIM-ovo licenco za mednarodne dirke. Tako da sem zdaj direktor na mednarodnih dirkah. Sem pa tudi Speedway sodnik, to je pa druga zgodba, ki se je pa pletla vmes tega. Se pravi, kar nekaj dela, učenja je potrebnega, da prideš do tega položaja, kar nekaj let izkušenj verjetno. Vsekakor, te stvari niso tako zelo preproste, kot bi kdo mislil. Recimo mednarodno licenco za direktorja dirke treba obnavljati na 3 leta. Jaz sem imel prvič leta 2006 srečo, da smo jo vsako leto organizira ena država pač predavanja in te kongrese in prvič sem to upravljal v Lendavi, sem imel srečo, da je bilo v Sloveniji, potem čez 3 leta v Budimpešti in zdaj lansko leto smo zadnjo obnavljanje imeli v Frankfurtu. To so precej zahtevna predavanja, obnavljanje znanja, ki jim sledi izpit pred komisijo FIM-ovo, tako da tu ni heca. In kolikšna je recimo udeležba iz Slovenije na teh seminarjih? Slovenija na teh seminarjih smo, je bilo mislim, da iz vsakega kluba sva bila 2. Sprav takšna vesela udeležba.
Ja, dva sta z razlogom, ker filmove dirke sploh večje potrebuje direktorje dirke in pomočnike direktorje dirke, ne? Tako da oba morata imeti pa licenco. Ne? Jože, sodnik na zavoju, kaj je njegova naloga med samo dirko? V bistvu smo mi zaradi varnosti voznikov. Ko glavni sodnik zaradi padca ali česarkoli ustavi dirko, se sicer prižgejo rdeče luči na semaforjih, ki so postavljene v zavojih, ampak mogoče v kakšnem sončnem vremenu niso tako vidne. In zato potem mi z notranje strani z rdečim zastavom ustavljamo voznike. Tako da mislim, da med dirko kar resno jemlje in ko se ustavi dirka, mislim, da ni mogoče med treningom, kdaj še kdo malo potegne, no. Drugače pa... In kakšna recimo, Grega, tvoja komunikacija s sodniki na zavojih? To verjetno poteka preko teh signalov raznih. Ja, v Krškem so stvari kar utečene, ker se poznamo in delamo. Drugače ima pa sodnik načeloma sestanek sodniki na zavojih, sploh na večjih dirkah, kjer se dogovorijo za komunikacijo, ne. Predvsem je tako, edini, ki lahko ustavi dirko, je sodnik, glavni sodnik. Sodniki na zavojih tega ne smejo početi in se ravnajo striktno po navodilih glavnega sodnika, ne. Tako kot je rekel Joži, so pa zaradi varnosti signali, ki jih dobivajo vozniki iz odloči, mogoče niso vedno vidni, ne. In zato je tudi zastava tukaj, ne. In tudi imajo funkcijo sodniki na zavojih, da pomagajo, ker če se le da se dirka, kljub padcu ne ustavlja, če ni nujno potrebno. In takrat imajo sodniki na zavojih tudi funkcijo, da pomagajo mogoče motor potegniti iz steze, da pomagajo vozniku iz steze, če pride do vžiga, mogoče tudi gasijo, čeprav imamo gasilce, ne. Ampak tole v primeru odstopa, recimo, ne? Če voznik nadaljuje, letem ne smejo pomagati. Ne. To je samo v primeru odstopa, ko se vidi, da ne bo nadaljeval. Grega, no, si govoril o glavnem sodniku, o direktorju dirke. Katero delo pa raje upravljaš? Nisem nikdar razmišljal o tem, kar sem delegiran, ti se je potrebno narediti. Mogoče, če bi se res mogel odločiti, bi se odločil za glavnega sodnika. Zakaj? Ne vem, bolj mi leži. Ne vem, če mi bolj leži, raje to počnem. Pa ne zaradi količine dela, ker razlika je v tem. Delo direktor dirke se začne dejansko že precej pred dirko, ne. Samimi sestanki, ki jih imamo, tam se stvari razčlenijo, se delovne naloge se razdelijo in tako naprej. Sodnik pride na pripravljene zadeve in odvodi samo svoj športni del, ne. In količina dela je manjša, ne. Ampak nisem zaradi tega rekel, nekako mi bolj leži to vodenje dirke, tega športnega dela. No, že prej, Grega, si omenil ta, bomo rekli, dogodek z Matejem Ferjanom, ko se mu je vžgal motor. To je bil takšen neviden plamen, ne? Tedaj si bil takrat Jože zraven. Jaz sem bil na drugi strani, jaz sem to videl. Zakaj do tega pride, recimo? Zakaj je ta plamen neviden? Zakaj je to tako? Zaradi metanola. Zakaj pa prišlo do vžiga, pa ne vem. Zakaj je prišlo do vžiga motorja takrat. Tam pa pride pa zaradi, ker metanol gori z vročino in z plavim plamenom, takim nevidnim. In potem verjetno delo sodnika na zavoju je to, da tam pomaga z gasilnim aparatom ali kaj podobnega. Mislim, da v tistem primeru so sploh sodniki na zavojih odigrali zelo dobro funkcijo, ker gasilci niso bili ni prav reagiral. Takrat so pomagali sodniki na zavojih, pa tudi Matej takrat. No, Grega, torej prej si rekel, kaj si raje. Kaj pa bolj podrobna primerjava? Se pravi, kaj je recimo delo direktorja dirke? To je nekako bolj delo strani organizatorja, ne? Ja, na kratko je direktor dirke zadolžen za organizacijo prireditve dirke, ne. Na kratko. Se pravi, če razčlenimo, se začne delo veliko prej, na sami dirki pa je zadolžen za pripravo proge, odgovoren je za delo funkcionarjev, je tudi član žirije, ki jo sestavljajo sodnik, direktor dirke in predsednik žirije, in ureja vse te zadeve, da dirka teče gladko, ne. Sodnik ima pa res samo ta športni del, kjer z zvočnimi in vizualnimi signali vodi dirko.
ne, se pravi, izvaja vse štarte, potrjuje sprotne rezultate, diskvalificira, ima vse diskvalifikacije in tako naprej. To je ta res samo športni del. No, vemo, ko predstavljamo vodstvo dirke pred pričetkom same dirke, torej tudi ponovadi pred predstavitvijo voznikov, predstavimo 3 člane ponovadi, ne? Se pravi glavnega sodnika, direktorja dirke ter predsednika komisije, v našem primeru Avtomoto zveze Slovenije. Kaj pa on dela, se pravi ta predsednik komisije? Na teh manjših dirkah, recimo, če govorimo o našem državnem prvenstvu, žirijo predstavlja, kot sem rekel, sodnik, glavni sodnik, direktor dirke in predsednik žirije. Predsednik žirije nadzoruje in gleda, da je v resnici vse po pravilih. Ne? Nadzoruje tudi delo sodnika, delo direktorja dirke in potem tudi poda splošno poročilo o vsem tem. Ne? Na večjih dirkah, recimo na FIM-ovih dirkah, je pa poleg predsednika žirije prisoten še delegat iz kakega druga kluba, odkot ga pač delegirajo, da je še tretje oko, ne? Četrto oko, ki vse to nadzira. Dobro, Jože, a je že kdaj prišlo do tega, se pravi, zgodil se je nek incident na dirki, ne vem, voznik je morda z obema kolesoma prevozil notranji rob, kar vemo, da je prepovedano, ali kdaj sodnik potem posluša mnenje ali to opažanje sodnika na zavoju? Mislim, da glavni sodnik z tribune, da ima dober pregled, ne, nad dogajanjem. Ne. Zdaj, dovoljeno je v izjemnih situacijah, da prevozi z obema kolesoma, čez črto, če s tem prepreči padec ali nekaj podobnega. Kakšna taka situacija. V bistvu to sodnik oceni. Sicer se je pred leti zgodilo, ampak mislim, da je to že kar še v času Kekca pa Kocovana, da je prišlo do ene situacije, ki je sodnik vprašal, glavni sodnik je vprašal sodnika v ovinku, kako je bilo, ne, ampak je pol ni upošteval. Bilo je očitno, da je prevozil z obem kolesom. Bilo je pa on drugi ovinek na začetku. Ki je slabši viden, ne? Ja, mislim, slabši viden za glavnega sodnika, ampak je pol ne vem, kako se je odločil, da je ni upošteval, no, mislim. Torej časi Kekca in Kocovana tam okoli 1980. leta, ko smo gostili to veliko finale svetovnega prvenstva parov. In tedaj si se tudi ti začel v bistvu zanimati, ukvarjati s tem športom, ne, pri AMD Krško. Takrat se je v bistvu društvo kar okrepilo, člansko smo imeli seminarje že pred letom 80, tako da je bilo za to dirko v finale v parih, da je bilo vse in tribuna nova, steza, ekipa pomlajena, bi rekel. Velika rekonstrukcija tako kluba kot tudi stadiona. Ja. Grega, ti kar veliko potuješ, ne? V glavnem po Sloveniji, kaj pa tudi po tujini, torej po raznih dirkah, verjetno za mednarodnega sodnika je pa potrebno še kakšno dodatno licenco narediti, ne? Tako, jaz sem licenco, ki sem jo pridobil, je nacionalna licenca za dirke našega državnega prvenstva, ki se lahko odvijajo tudi sploh prej, ko je bila še Madžarska pa Češka prisotna tudi v tistih državah, ne? Pa na Hrvaškem, ampak načeloma se vrtimo v tem krogu. Za mednarodno licenco sodniško je pa potrebno pridobiti več znanja. Tu se organizirajo, kot sem slišal, še bolj zahtevni seminarji in moram reči, da jaz sem sodnik 5 let. Začela sva z Damjanom Turšičem, ki je bil gost prej, on je odnehal. In dolgo časa sploh nisem razmišljal o mednarodni licenci, zaradi tega, ker enostavno mora človek, mislim, da dozoreti tudi majčkeno mentalno. Te stvari, kot je rekel Damjan, niso tako preproste. Sedaj moram pa reči, da v zadnjem letu pa že razmišljam o tem, tako da verjetno sem v bližnji prihodnosti tudi za to odločil. Te mika, torej ta večja odgovornost, večje prireditve. Ja. Odlično. Mislim, da je tudi bistvo sodnika. Kaj pa recimo, če primerjaš ta razna prizorišča, po katerih potuješ, torej dirke po Sloveniji, Lendava, Ljubljana, Krško, kako recimo samo prizorišče vpliva na delo ali direktorja dirka ali pa glavnega sodnika? Zdaj sodniški boks je stacioniran tako, da je ponovadi na vseh dirkah to približno enako, ne?
Tako da bi imeli to nek poseben vpliv, ne vem, saj na mene ne. Kar se tiče pa direktorja dirke, pa tako, da vsak pozna najbolj svoj štadion, ker smo tudi največkrat direktorji doma. Saj jaz osebno nisem bil še nikjer drugje direktor dirke. Tako da težko komentiram, ampak vidim pa, da se na drugih stadionih ukvarjajo z drugimi stvarmi. Vsak ima svoje težave. Zato mora biti vedno nekdo od domačih. Vidimo tudi na Grand Prixu, kjer je direktor dirk, Tony Olsen, direktor Grand Prix dirk, je še vedno domač direktor dirke prisoten. Ne? Ker so specifike. Sigurno. Jož, morda o trenutnem dogajanju. Spremljaš seveda Speedway, letos pričakujemo končno spet nastop Mateja Žagarja na Grand Prixu Slovenije. Morda kakšna napoved je tvoja? Ja, glede na poznavanje steze, pa da mu tudi kar leži in mislim, da je bil že na 3. mestu v Krškem. Tako, ja. Da lahko pričakujemo na trenutno formo, tudi ne samo, da je državni prvak ponovno, ampak da je tudi v zadnjem Grand Prixu bil na stopničkah. Tudi rezultati v poljski ligi kažejo dobro. Tako da jaz upam, da bo dober rezultat. Da bomo zadovoljni in tekmovalci in gledalci, oziroma pričakujem mogoče celo zaradi tega malo več gledalcev, ker je pač v dobri pripravljenosti domač voznik. Torej seveda Matej Žagar dvakrat drugi letos na dirkah za Grand Prix na Danskem in na Poljskem in prihaja velika nagrada Slovenije in Krško in seveda dobro poznavanje steze. Mislim, da lahko Matej marsikaj prinese. Grega, ali obstajajo pri tem poklicu, torej pri samih sodnikih, direktorjih dirke, torej pri funkcionarjih, kakšne starostne meje? Za direktorja dirke ne obstaja starostna meja. Za sodnika pa, to je za FIM-ove dirke je 55 let in za nacionalne dirke je 60 let. Nisem nikoli prebral, zakaj je tako, verjetno zaradi samega vida, zaradi koncentracije, zaradi teh zadev, ko spremljajo to delo. Kakšna spodnja starostna meja tega pa? Mislim, da je omejena čisto z logičnimi mejami, ne vem. Nisem še slišal, da bi bil kdo pri 15 letih sodnika. No, Grega, ti recimo izhajaš iz takšne speedway družine, ne? Torej generacije v tvoji družini so se ukvarjale s tem športom, so bile pri AMD Krško zelo aktivne. Seveda speedway ti je nekako dan, v genih morda celo. Kako je to pri vas potekalo, no? Če se morda spomniš kaj iz otroštva, kakšnih spominov? Ja, Jož je že omenil mojega starega očeta, Staneta, ampak takrat sem bil jaz otrok, jaz sem to spremljal čist iz druga vidika, je bil pa takrat on zelo aktiven bil, mislim, da tudi mednarodni sodnik, ne? Mislim, da je bil, in pač direktor dirk v Krškem, ampak se pravim, to sem bolj iz razdalje spremljal. Oče moj je pa prišel leta 2003 kot predsednik in je bil zelo kratki čas, mislim, da je dobro leto, in v bistvu me je on takrat, ne bom rekel, prosil, nagovoril me, če bi začel s tem. In sem, ne, kot sem rekel, s takimi manjšimi deli, potem pa tudi njega več ni bilo, ampak jaz sem ostal. Sicer nikdar nisem imel občutka, da mi je to nekako položajno ali pa da smo bili to familiarno, tako, ampak zgleda, da nekaj je na tem. Ne. Ker vedno se najde nekdo, ki potem ustraja pri tem in to pelje naprej. Verjetno tudi pripomore bližina samega stadiona Matija Gubca. Vsekakor. Ne. Tvoj oče, vemo, da je tudi torej, nekakšen zanesenjak mecen krškim speedwayistom. Ne. Verjetno kot tudi gledalci, nekako vsi pričakujemo, da bomo Krčani le dobili naslednjega Mateja Ferjana, Mateja Žagarja. Ne. Kaj je recimo potrebno za kaj takšnega? Kaj nam manjka Krčanom, da bomo spet proizvedli enega državnega prvaka? Zelo težko odgovorim jaz na to vprašanje. Vsi se zelo trudijo, ne, tako iz sponzorske strani, to, kar hoče moj oče narediti. Mimogrede, ne, s tem jaz nimam nič. Ja. Ker slišim marsikaj. Kot naši vsi delavci, od trenerjev vsi, ampak vsake toliko časa se pojavi ena zvezdica, ne, ki kaže, da bo, pa se potem ne zgodi z tega nič posebnega. Ne vem, o čem je problem.
Mogoče v odnosu voznikov, odnosov funkcionarjev, ne vem. Mislim pa, da ni to tako lahko rešljiva situacija. Je pa. Ja. Če lahko jaz pripomnim, moje gledanje na tak problem, ne, je v tem, da v Krškem ni voznika, ne, mogoče bo Krešo, recimo, ne, svojega sina vzgojil, ne, ker težko je nekom, neki šport ne vsiljevati, ampak če nisi od malega v tem, ne, in te otroci speedwayistov so že od malega v tem in potem tudi oče, ki pripelje voznika oziroma svojega sina, ne, in začne z njim od malega in vsemi problemi, vsem poznavanjem speedwaya, vsem pa veliko denarja tudi in časa, ne. Je seveda ta starostna meja, tako kot pri vseh športih, tudi pri speedwayu se otroci vedno mlajši pričenjajo ukvarjati s tem športom. No in oba Mateja, ne, in Ferjan in Žagar imata očeta, ki sta vozila, ne. Sicer tako spremenljivi rezultati, ampak da so poznali stvari, ne. Ja, to sigurno drži. Podlaga je drugačna, ne. To sigurno drži. Ampak imamo pa v Krškem kar nekaj teh potencialnih zvezd za prihodnost, torej oba mlada Kovačiča, Omerzel, kot si že Jože omenil, torej kar nekaj teh priložnosti je in upajmo, da dobimo novega državnega prvaka po Krešu Omerzelu, po Gerhardu Lekšetu, torej dominacija ljubljanskih voznikov in to bi bilo čudovito, ne. Vsi se trudimo, ja, jaz tudi. Seveda pa letos, kljub temu, da je Ljubljančan, seveda vsi Krčani na stadion Matije Gubca 7. septembra navijati za našega najboljšega speedwayista vseh časov, definitivno Mateja Žagarja. Morda še tvoja napoved, Grega, kaj ti pričakuješ od samega dogodka, velikega dogodka letos v Sloveniji in v Krškem? Jaz predvsem pričakujem več ljudi, kot jih je bilo do sedaj, zaradi tega deleja, ko ni bilo Grand Prix teh 3 let in zaradi Mateja Žagarja. Zelo lepo bi bilo, da naredi tudi še kakšen rezultat do takrat, ker to očitno potegne tudi medije, ne, potegne tako nacionalko našo kot komercialne in o tem poročajo. Napoved za uvrstitev je pa zelo težka, ne vem, Matej pozna to stezo, tukaj trenira, prišel bo trenirati tudi pred dirko, da naredi nastavitve na motorju, da se vse to uredi, ampak to je Grand Prix, ne. Ni outsiderjev, tako da ne vem. Zelo težko rečemo, pa želimo se dobro in za njega in za nas. Je pa, tako kot si rekel, ne, pri tej stvari je treba iti čez klubske meje, ne. Mi govorimo zdaj o veliki nagradi Slovenije, ne, in predstavnik je Matej Žagar in zato mislim, da moramo vsi za njega navijati. Definitivno. Slišali ste modre besede, modre napovedi, torej vsi še enkrat vabljeni 7. septembra na stadionu Matije Gubca v Krško, velika nagrada Grand Prix Slovenije. To je bilo to za danes. Zahvaljujem se obema gostoma, torej Jože Lesjak, Grega Žigante. Hvala za obisk tule v studiu. Hvala. Spoštovane gledalke, gledalci, mi se pa vidimo prihodnjič. Do tedaj.